moram zdaj špilam, no. Ne moram zdaj poslušam. Zdaj mi je vse jasno. Mazda MX-5 je od nekdaj fantastičen avtomobil. Leta se je celo postala svetovni avtomobil leta. No in zato mi je tudi jasno, da Matej izkoristi vsako priložnost, da z njo preživi čim več časa. Ker poglejte, vse teste prejšnje generacije naredil on, bil je na mednarodni premieri te nove generacije, celo na domači premieri, ampak na nekaj pa pozabil. Na tole. Tole je Mazda MX-5 Global Cup Car, dirkalnik. In če se vam je prej Mazda MX-5 zdela morda saj na pogled malce premalo možata, tale po moje nima teh problemov. Tole je pravi dirkalnik. Motor, menjalnik in diferenciali imajo plombo, da ne bi kdo spreminjal parametrov in da bodo vsi avtomobili v prvenstvu povsem identični. Tale Mazda ima tudi povsem dirkalne gume, te podaljške, da je bliže k tlom, nastavljivo podvozje, kletko, to, kar težko zgrešimo, 1 oziroma 2 dirkalna sedeža, ostalo pa se iz notranjosti odstranili. Pač, zelo resen paket je tole in spet premišljujem, kako fino je, da v Sloveniji nimamo niti enega dirkališča, kjer bi takšna zverinica prišla prav. No, preden kdo pojamra, da je moči sigurno premalo, ker je motor 2-litrski dejansko ostal nespremenjen, mislim, da ne, ker je avtomobil zelo majhen, agilen, lahak. Dejansko pa najbolje, da grem probat. Piša, se bom več oblekel. Glavnem, Mazda MX-5 Global Cup Car. Ta avtomobil je dejansko namenjen dirkanju v različnih prvenstvih. Vsako leto bodo izbrali tudi nekoga, ki je bil najboljši v dirkanju v simulacijah, v iRacingu. In ta smo potem preizkusil na stezi Laguna Seca. Precej zahtevno stezo so si izbrali za nekoga, ki je pač dober v dirkanju na računalniku. Zamenjali so izpuh, da je seveda bolj dirkaško glasen. Avto se dere, ker najbolj še lahko strište. Zelo zanimivo je, da so seveda ti avtomobili med seboj čisto identični, vsaj kar se motorja, menjalnika in pnevmatik tiče, tako da se razlike res pokaže potem zaradi voznika. Je pa občutek krasen. Sonček, dirkalniki, res ne bilo. Okej, sem moral nehati, se pa je splačalo priti vse do Barcelone tole preizkusiti. Zelo fajn avtomobil je, nor, tak zabaven, lahkoten, tudi odpusti napako, če jo narediš. Je pa res, da potem, ko misliš, da si že hiter, pride na vrsto njihov dirkač in ti pokaže, kako se stvari streže. 50 jurjev mi manjka, bi že natreniral in bi bil hitrejši.